Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Pred nami je znova zelo zanimiv in poučen, prav gotovo poučen pogovor. V naši družbi je namreč Anže Kunavar. Anže je bil član slovenske ženske teniške reprezentance, ki je prejšnji teden odlično igrala v pokalu Billie Jean King in se uvrstila v nadaljevanje tekmovanja. Anže, lep pozdrav. Živijo, Anže. Malce sem že razkril, torej, da si bil del reprezentance, pa morda najprej za tiste, ki te ne poznajo, kdo je Anže Kunavar in kaj vse delaš v svojem življenju? Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Drugače po poklicu sem diplomiran kineziolog. Ukvarjam se z kondicijsko pripravo športnikov, ukvarjam se z raznimi prehranskimi svetovanji, z terapijami za športnike. Delam tudi ogromno rehabilitacij po poškodbah, po operacijah, tako da v bistvu tako široko področje v zvezi s športom. No. In bil si član slovenske ženske teniške reprezentance, ki je tako dobro nastopala v Turčiji. Kako bi opisal ta teden? Slovenija je bila tam res prava ekipa in prava ekipa je potem tudi napredovala v nadaljevanje tekmovanja. Kaj vse si moral delati? 3, 4, Slovenija! 3, 4, Slovenija! 3, 4, Slovenija! Kot prvo, vrhunski teden je zdaj za nami. Res, ekipa smo bili vrhunska, kot tako igralke kot staff. Tako da smo se imeli izven terena super, kot tudi odlična igra naših igralk, s katero smo se uvrstili v kvalifikacije za svetovno skupino. Moja naloga pa je bila tam skrbeti za dekleta, da so bila vsak dan pripravljena na dvoboje. Skrbel sem tako za masaže, terapije, če je bila kakšna poškodba, če je bilo treba kaj za prehrano, kakšni nasveti, da so one vse imele pravilno dozirano beljakovine, maščobe, da je štimalo vse tako, kot treba. Tako da v bistvu vse, kar so rabile, smo jim zagotovili. Ja, za njim je naporen teden, ker ne vsak dan tekme. Dobro se je na koncu sicer izšlo, da sta najboljši dve igrali malce manj. Pa vseeno to je verjetno zelo naporno za telo. Ja, to je zelo naporno, zato so v bistvu zelo pomembni tukaj faktorji, kot so spanec, prehrana, regeneracija, tukaj sem jaz skrbel za to, to so masaže in podobne stvari, razni recovery drinki, proteinski napitki. Vse to je moglo štimati, ker brez tega dekleta ne bi morala vsak dan zagotavljati tako visok nivo igre. Ne? Tako da v bistvu je to vse pomembno, da to štima. Danes bomo morda nekaj več spregovorila o prehrani. Ne? Prehrana športnika je še kako zelo pomembna, tega se zavedamo v zadnjih letih vse bolj. Pa me zanima, kako ti svetuješ svojim varovancem, kako se vse to začne, pridejo do tebe in kaj naredite potem skupaj? Ja, zdaj jaz delam ogromno z mladimi tenisači. Pri njih je tako, zmeraj bolj zgodaj se začenja specializacija. Zaradi te specializacije vedno večje obremenitve, vedno več otroci so tudi obremenjeni v šoli, tako iz šole pridejo na treninge, s treningov hitijo domov domače naloge delati. Tukaj pa se pojavlja velikokrat en zelo velik problem, da nimajo časa zagotoviti telesu dovolj hranil, dovolj beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, mineralov, vitaminov, s katerim bi lahko zagotovili, da njihova telesa delujejo optimalno na igrišču. Zato je v bistvu prehranski del zelo pomemben. Prva stvar, ko se s tenisači pogovarjamo o prehrani, je to, da jaz njih naučim, kaj so določena makrohranila, naprimer, kaj je ogljikov hidrat, zakaj ga potrebujemo, ne? Kaj je maščoba, zakaj maščobo potrebujemo, katera živila vsebujejo maščobo, potem beljakovine, minerale, vitamine. Tako da oni v bistvu prvo kot prvo morajo razumeti, zakaj morajo določeno hranilo jesti, ne? Zakaj morajo po močni tekmi jesti testenine, kaj jim dajo te testenine, ne? Dajo ogljikovi hidrati, jim dajo energijo, beljakovine, maščobe so pomembne za regeneracijo, da se njihova telesa zregenerira in potem naslednji dan spet dobro delujejo. Ne? Ker njihova potreba je zelo velika, ker rastejo, plus trenirajo, plus da so obremenjeni v šoli. Ne?
Tako da je tle zelo pomembna stvar, ker če to ne štima, prihaja do poškodb, prihaja do kakšnih kroničnih utrujenj, bolezni, velikokrat otroci ostanejo doma, ker pač enostavno pregorijo, ker hitijo iz šole na trening, iz treninga domače naloge, vse in v bistvu za pravilno prehranjevanje pa zmanjka časa. Tako da v bistvu to učenje mladih, da bodo potem skozi njihovo kariero znali pravilno se prehranjevati, brez da bi rabili kakšnega nutricionista, je za mene bistvenega pomena. No? Kakšna pa je morda tu vloga staršev, verjetno, ko je otrok star 10-11 let, še ne razume tako dobro vse te stvari kot kasneje. Kakšna je vloga staršev? V bistvu tle je vloga staršev zelo, zelo pomembna. Zato tudi jaz, ko spišem prehranske plane, ko napišem vse nasvete, kako se prehranjevati, je najbolj pomembno, da starši to preberejo, da se starši naučijo, kaj morajo otroku zagotoviti pred treningom. Kaj narediti, če ima otrok samo pol urice časa, ko pride iz šole in ima potem že takoj trening, katero hranilo mu takrat zagotoviti, kaj najboljš mu zagotoviti po treningu, kaj je fajn jesti za zajtrk, če ima za vikend tekmo, kaj takrat zjutraj jesti, potem koliko ur pred tekmo ne sme jesti, da mu ne bo slabo, kar je zelo neprijetno, ker da vejo, da jih ne morajo pol ure pred tekmo jesti močnega obroka, ampak da mora biti to vsaj 3 ure prej. Naprimer, take zadeve so najbolj pomembne, da jih starši vejo, tudi otroci, ampak itak otroci so še toliko mladi, da se nekaterih stvari še ne zavedajo, da je to res toliko pomembno, pa tudi ne znajo sami kuhati, tako da že tukaj je en zelo pomemben faktor starš. In ko to otrokom poveš, se ti zdi, da sprejmejo to, smo v času, kjer je hitra prehrana zelo popularna, kako gledaš zdaj v zadnjih 5 letih, ko to delaš ali pa še več, poslušajo? Pa ja, moram reči, da kar. Eni imajo sicer velike probleme, ker so zbirčine, tukaj imamo potem malo več dela, ker moramo počasi začeti uvajati določene živila, naprimer največji problem je zelenjava, dosti otrok ne je zelenjave in tukaj je zelo pomembna zadeva, da počasi navajamo, po eno zelenjavco dodajamo, naprimer najprej paradižnik, potem solato, počasi, da on dojame, da v bistvu ta barvasta zelenjava ni tako slaba, kakor izgleda, sploh kakšen brokoli je pri mladih problematičen. Potem, ko se oni to počasi navadijo, je vse skupaj lažje. Dobro, toliko o prehrani, sem morda še kaj pozabila o prehrani, morda še kakšna besedica ali dve o kondicijskih treningih pri, recimo temu, mlajših tekmovalcih, prej si omenil specializacijo, kdaj se naj torej začnejo tudi poleg teniških treningov kondicijski treningi? Kondicijski treningi so dosti širok pojem. Mi, kar se tiče kondicije, z mladimi delamo več ali manj preventivo. Pri njih je to najbolj važno, ker se oni zelo specializirajo v en šport. Je zelo pomembno, da mi gradimo njihova telesa, da so pripravljena na različne vrste obremenitev. Če so navajene, naprimer pri tenisu samo na eno obremenitev, to pomeni, da otrok igra forehand, enoročni backhand. To pomeni, da obremenjuje samo en del telesa in če on ne bo delal preventive za drug del telesa, bo imel verjetno v kasnejših letih probleme s hrbtenico ali probleme z rameni in tukaj je naš ta najpomembnejši faktor, da mi to delamo na teh, rečemo temu, kondicijskih treningih. Veliko skrbimo tudi za gibljivost, kar je velik problem tudi v zdajšnjih časih, otroci so zmeraj manj gibljivi. In to vse vpliva potem na poškodbe, tako da največ dajemo temu poudarka. Ni to trening za utežmi, šprinti, ni tisti klasičen kondicijski trening. Potem pa počasi, ko zgradimo neko bazo, da je otrok dovolj gibljiv, da ima močne trebušne mišice, ki drži hrbtenico, da ima uravnoteženo telo, levo, desno stran, potem začnemo pa prehod v razne tekaške treninge, v tudi kasnejših letih treninge z utežmi in tako naprej. Pri nekaterih pa se vseeno potem pojavijo težave in tudi tu potem ti lahko pomagaš fizioterapijo. Kako pa je s tem morda pri mladostnikih? Ja, zdaj pri mladostnikih je čisto tako, nekaterim odgovarja
že v zgodnjih letih, da se naprimer masirajo na vsake, naprimer enkrat na teden, nekateri enkrat na mesec, nekateri s tem nimajo problema, tako da tle ni nekega pravila, kdaj začeti, koliko začeti, ampak je fajn, da se je res, da je težko, da otrok pri mladih letih zna poslušati svoje telo, kdaj rabi on masažo, kdaj se čuti zategnjenega, da bi bilo treba zadeve sprostiti. Kar se tiče fizioterapije in poškodb, pa itak, ko se zgodi poškodba, je potrebno stvar čim hitreje rešiti, da lahko otrok čim hitreje nadaljuje športno aktivnostjo. Kje so morda največje težave pri teniških igralcih in pa igralkah, kar se tiče poškodb? Prej si omenil, da je ena stran močnejša kot druga. Kaj pravijo tvoje izkušnje? Ja, tukaj je tle se pojavlja kar dosti težav, zato ker nekateri mladi, tako kot sem rekel, ne delajo preventive, ker itak nekateri mislijo, da kondicija, da je to ne vem kakšen tak izraz, da ne, to pa naš otrok ne bo hodil, ampak če se dela pravilno, če se dela preventiva in to rešuje že v mladih letih, se marsikatera poškodba, kot sem rekel, sploh hrbtenice, ramenskega dela, kakšnega kolčnega sklepa, se marsikatera poškodba prišpara v kasnejših letih. Tako da največ je teh zadev. Tudi se zgodijo razni izvini gležnja, ko malo na lešu malo prime čevelj, pa noga odleti ven, tudi kakšne prepone, primikalke, kolena, vseeno. Je kar dosti širok spekter poškodb, ki se lahko zgodijo med vedno višjim nivojem tenisa, ki se v zdajšnjih letih igra. Ni več toliko počasnih gibanj, vedno hitreje se vse dogaja, vedno daljši so dvoboji, zmatrana telesa in to je najboljši v bistvu način, da se poškoduješ. Takole za konec vedno postavim še zadnje vprašanje. Je kaj takšnega, kar nisem vprašal, pa bi rad povedal? V bistvu bi tako rekel, mladim čim bolj priporočam, da se čim več športno aktivno udejstvujejo različnih športov, ne se usmeriti samo en šport, fajn je, če ste tenisači, pejte igrati košarko, pejte igrati nogomet, plavanje, kolesarjenje, tek v naravi, hoja v hribe, čim več različnih športov, zato ker telesu odgovarja, da se sooča z različnimi vrstami zunanjih dejavnikov, s tem bodo telesa bolj pripravljena na gibe, manj poškodbo, plus da priporočam, kar se tiče prehrane, čim bolj uravnoteženo prehrano, čim bolj raznovrstno, vključevati od zelenjave, sadja, s katerim dobimo ogromno vitaminov, mineralov, pojesti dovolj beljakovin, ki zagotavlja regeneracijo telesu, to pomeni od mesa, jajca, mlečnih izdelkov, in pa najbolj pomemben za energijo so ogljikovi hidrati, da ne pride do preutrujanj, ker telo rabi gorivo, tako kot avto, avto ne gre brez bencina, tako tudi telo ne gre brez ogljikovih hidratov, to so pa, vsi vemo, testenine, riž, krompir, kruh, Tako da to sta dve taki stvari, ki jih bi priporočil mladim športnikom, mladim tenisačem, uživati v športu, se imeti fajn, družiti se, to je bistvo športa. Najlepša hvala za ta lep zaključek in pa srečno. Hvala, čau.